So Anja in Ina, najboljši prijateljici in sošolki v 9. B razredu. Obiskujeva osnovno šolo 2 Murska Sobota. Obiskujeva izbirni predmet šolsko novinarstvo. odive na najstarejšo, pa tudi po številu učencev najmanjšo šolo, samo zato smo na lepšo. Imamo več tekmovanj, več akcij, ker jih se udeležujemo, pa vedno dosegamo dobre rezultate. No, pa da se ne bomo samo hvalili, na šolo obiskuje 442 učencev s podružnico Krog. Pa ne pozabim povedati za oddajo, kar bomo mi zdaj imeli. Ja, vsak mesec bo na televiziji AS potekala oddaja za mladino Šola za radovedne. No, kot vsaka šola, pa ima naša šola moto. Samo Kavolina? Ja. Vsakdo se mora samo odločiti, po kakšni poti bo šel in se na njo podati s svojo energijo, močjo, vztrajnostjo in razmišljanjem. To pot pa bom prehodil, kot najbolje vem in znam. No in na kaj se bo pa vse dogajalo v naši oddaji? Različne stvari. Glavno zdaj, da bi njele gučati mu šli malo po šole, kad te videli, kaj se mi včimo. Kaj bi zdaj dala, kaj naj bi pisali? Kaj nemam pojma. Gori! Ideva! In pol. 4 minute 30 sekund, danes smo vedeli, da gre za vajo, bomo še kdaj poskusili in bomo poskusili ta čas izboljšati. Temu pa malo gučali v ton, ko smo mi delali, da smo v soboto prišli v šolo. Najprej smo imeli evakuacijo, te pa smo še šli v mesto. Danes je prišlo do padca balona, kot vidite tukaj. Bili so 3 poškodovani, 2 šolska otroka in ena odrasla oseba, kateri je vodil balon. Prišlo je do poškodbe medenice, prišlo je do poškodbe pri eni punci, zelo je bila v strahu, izstrašena je bila, v bistvu v šoku. Gospod, kateri je vozil balon, je utrpel poškodbe glave in tudi je bil v šoku, in pa prišlo je tudi pri punci do poškodbe kolen in leve rame. To smo jih oskrbeli, poklicali reševalce, policijo zaradi varnosti in na to smo to pač triažirali in transportirali do reševanja. Kaj pa se je tebi zgodilo? Z balona sem padla. Z balona si spadnula. Pa kaj ste potem šli leteti za v takšno vremene? Malo smo se hoteli peljati. Ja, pa kaj fejs visko si dol spadnula, fejs te boli? Ja, boli. Kaj pa te boli? Kaj si napravila? Bolj pri mehuru boli. A ja, tako si spadnula naprej. No, vredi, saj da Bog še. Dober dan, kaj pa se je vam zgodilo? Padli smo z balonom. V tom vremene, kamo so se te šli v tom vremene? Leteli smo, pa nam plina zmanjkalo.
Aja, pa fejs ste dol spadnile? 300 metrov. Opa, so hude poškodbe? Glava pa čeljust me boli. Kaj pa so vam pravili zdravniki, kako hudo je? To ni tako, to me pa je rešil in pa vpela me v bolnico. Aha, dobro, so srečo. Mi smo tukaj statisti, ko se špilamo, te pa moramo pribežati, priti cuk baloni, ko se je nekaj zgodilo, pa moramo igrati, ko smo zaskrbljeni. Moji dve sošolki Laura pa Tjaša pa sta igrata, ko sta ponesrečenci, ko se je balon prevrnil, pa sta poškodovani. Ja, mi je zelo zanimiva. To mi je lepo. To tekmovanje so zelo dobro naredili za preizkušnjo. Si že doživela kakšno podobno nesrečo? Nisem še, ampak pazim se zdaj. Dobar dan. Lahko vprašam, kam ste namenjeni? Drugo delovno točko. Kako delovno točko pa? 3-4. Aha, boste reševali ljudi, ko vidim, da ste tako opremljeni? Mi smo gledalci zdaj. Aha, no dobro. Ne sodelujemo tako. Pasivni trening. Aha, trenirate? Pasivni trening, ja. Aha. Kaj se je zgodilo na tej točki? Ja, tu je delovna točka številka 3 z predpostavko, pravzaprav moram tako reči, tu je danes, verjetno veste, državno tekmovanje ekip prve pomoči Republike Slovenije, ne? No in imajo tekmovalci več delovnih točk in ena izmed delovnih točk je tu številka 3 z predpostavko, da je na območju Murske Sobote prišlo do nenadnega neurja in v času tega neurja je v samem mestnem parku bilo prisotnih 15 turistov z vodičko in jih je ravno to neugodno neurje zajelo na tem območju parka, kjer je prišlo do porušitve več dreves in seveda posledično iz tega tudi do poškodb turistov. No in v bistvu na tem delovišču, če lahko rečem, so to recimo ena točka, gre za poškodbo, kjer je deblo poškodovalo osebo trebušne votline, je nezavestna in seveda reševalka ali reševalec mora ustrezno ukrepati v tem smislu. No, poglavitno nalogo v prvi fazi zdaj tu igrajo ekipe prve pomoči, ki se morajo odločiti glede na situacijo, kako bojo postopali. So to reševalni psi? So. Kakšno vlogo pa opravljajo? Iščejo pogrešane osebe v naravi pa v ruševinah v glavnem. Iščemo pa tudi včasih v lavinah v snegu. Kako jih pa pripravite do tega oziroma kako jih trenirate, da postanejo reševalni psi in najdejo tudi to, kar hočete, da iščejo? Ja, vadimo v bistvu 2 do 3 leta s psom, da pride do te faze, da lahko išče pogrešane osebe. Vadimo pa na sebe. Torej najprej se poigramo s psi, potem se gremo s tisto igračko skrit ali pa s hrano. Potem se grejo drugi ljudje skrit, ki so v istem društvu, pač kolegi se skrivajo, potem pa se to število povečuje. Psi pa naj bi našli tam do 6 ljudi tudi. Koliko krat na teden recimo pa imate treninge? Dvakrat tedensko. Pa so našli že kakšnega poškodovanca? Ja, bili smo že v iskalnih akcijah s temi, sicer tile psi, ki so danes tu, so vsi mlajši, ne. Dva sta bila v iskalni akciji do zdaj. Drugače pa ja, sodelujemo na iskalnih akcijah, tudi najdemo koga pogrešam kdaj. Koliko pa mora biti pes približno star, da lahko se ga začne trenirati za reševalca? Začne se s psom delati že od malega. Čim prej, da se čim bolj navadi tega načina dela, da se navadi lajati pri ljudeh, ki jih najde. In potem je tudi uspeh hitrejši, ne? Tako da recimo pes, ki začne že kar od malega, lahko tudi pri 2 letih starosti recimo že opravi izpite.
in je pol pripravljen za iskalne akcije. Če bi bili adrenalinski športi varni, pol ne bi bili adrenalinski športi. Rešalne vaje v višinah so lahko tudi zabavne, naporne, v višini je lep razgled navzdol. Kako je bilo tam zgor, tako strašno bi videlo? Bilo je fej zabavno, samo pač visi ko je fej, tako če koga stravi višina, naj to sprobavlja, sploh ne. Kako visko si bila? Mene je se stisnula, da sem te tam gor gledala. Ne se pojavila, ko že spadnila. Malo je bil te strah v mene, oči pa bilo zanimivo, ker sem znala, ker sem zavarovana. Čakaj, kako znaš? Za kakšno vajo gre tu? Tu prikazujemo delo oziroma aktivnosti, ki jih upravljamo kot Jamarska reševalna služba Slovenije. Kje vse se pa lahko te vaje uporabijo? Mi smo v osnovi namenjeni za reševanje iz jam, iz brezanj, iz globin, usposobljeni so tudi za reševanje iz visokih zgradb, iz sotesk, iz kakšnih kanjonov in tako naprej. Bi nam predstavili malo opremo vašo? Ja, na sebi imam tisto osnovno jamarsko opremo, osebno, plezalni pas, spodnji in pa zgornji del plezalnega pasu, potem za napredovanje po vrvi navzgor uporabljamo tovrstne prežeme, tole prsna prežema, potrebujemo še drug del te opreme, tole je nožna prežema, to potrebujemo za napredovanje navzgor. Kolikor želimo po vrvi se spustiti navzdol, pa uporabljamo takšne zavore, kamor se upelje vrv in potem se s pomočjo te zavore spustimo navzdol. Ali je zakomplicirano vso to opremo? Meni ne. Čelada je seveda obvezna. Ja, čelada je pa obvezna. To je pa tako, da imaš čevlje gor, moraš tudi čelado imeti. Ali je možno, da bi tudi jaz šla gor? Ja, brez težav, evo. Takole, ko gre zdaj ta punca, za 2 minute si gor. Mene tudi zelo zanima delo policistka, zato me zanima, kakšne kriterije treba izpolnjevati. Kriteriji za sprejem v policijo so, se pravi, polnoletnost, 5. stopnja izobrazbe, glede na vašo mladost tudi starost ne bi bila ovira, potem pa je potrebno narediti sprejemne izpite, ki zajemajo tako psihoteste kot tudi fizične teste, in potem, če ste pač izbrani, sledi tečaj, ki traja 18 mesecev. Bi nam povedali, kako vaša akcija med delom? Ja, mi izvajamo dosti akcij. Ene akcije so preventivnega značaja, mnoge so tudi represivnega, večinoma pa kombiniramo oba sistema dela. Trenutno recimo izvajamo preventivno represivno akcijo, ki se tiče pešcev v prometu, ker je se pričela jesen, so pešci bolj ogroženi, kot so bili recimo v letnem času. Vidljivost je slabša, megle so se začele in zaradi tega v bistvu vedno ob koncu, se pravi ob koncu leta, se pravi jeseni, izvajamo akcije. Drugače pa je teh ogromno, jih ne bi mogel niti zdaj vseh našteti. Ali je to tekmovalna disciplina? To je tekmovalna disciplina, sicer je to počivališče, številka 1, medtem 20 minut, ko pridejo oni, ko se malo odpočijo, s tem malo za zabavo, malo za res je to tekmovalna disciplina. Te točke se isto štejejo v njihove točke, ki jih dobijo na celem tekmovanju.
Ali je to normalno, da starejši uporabljajo take sredstva za gašenje? Ne, to je sicer pionirska tekmovalna disciplina. To so pionirji od 7. do 11. leta uporabljajo to tekmovalno disciplino. S tem bolj za zabavo, kako sem še prej omenil, smo to dali vmes eno panogo, ki ne bo dolg čas teh tekmovalcev našim. Kakšni avto, kaj ti je to koštalo? Ja, malo nekaj je koštalo, 226 000 evrov. Pa što to ima, što to kupe? To nam kupi malo država, malo sami, malo občina. Kaj pa je to, kaj je za kaj, recimo kaj, ne vem, malo mi povejte, kaj morate, kaj uporabljate od teh gumbov, kaj narede? Odvisno, kaj se ti zgodi. Včasih knicamo tota, ponavadi vse. Kje pa je voda notri v ton? Voda je v rezervoar. 5500 litrov je ti notri. Kako je, spravite se not? Kako se not sprave? Nalijemo. Na hidrant priklopimo avto, pa odperemo ventil, pa se napune. Aha. Vsaki den uporabljate te avto, 100%? Včasih tudi 2-3 na dan. Kaj požarov pa ste že imeli, recimo zadnji teden? Zadnji teden smo ne imeli nič. 100 avtom, zdaj v bistvu je novi, pa smo imeli že 10 požarov. Pa so bili uspešno rešene? Vsak še do zdaj. Imam vprašanje, če upoštevate predpise prometne, ko greste na intervencijo. Ja, načeloma je tako, da se bi naj držali, ker za nas veljajo ista pravila kot za ostale udeležence v prometu, s tem, da je pač intervencija in se nam ljudje sami umaknejo, tako da imamo prednost pred njimi. Koliko približno na uro pa potem greste? Odvisno pač od tovornjaka, kateri gre na intervencijo. Ta na primer gre 93 km/h, tako da izven naselja za 3 km prekoračimo dovoljeno hitrost. Glej, kako diši, si lačen! Ej, sem že tako lačen. Potem pa povprašava gospo. Bi nam povedali, kaj je o langaši? Ja, langaš je v bistvu ocvrto krompirjevo testo. Pripravlja se iz krompirja, iz moke, malo mleka, kvasa. Omesi se testo, ki mora vzhajati. Napravimo kepice, ki tudi vzhajajo. Testo raztegnemo, tako kot vidite tu, in ga odsvremo. Kako dolgo se pa vzhaja? Ja, to pa je vse odvisno od vremena, danes malo dalj časa, ker je bolj hladno. No, potem pa bomo enega poskusili. Ej, gled, ena se pa že ima. In je okusen! Ja, dobro. Ja, kako vreme je to. Ej, samo zakon pa je bilo, pa te še vajo samo. Ja, pa še te se nismo pisali, želja se ti je uresničila. Viš ti to? Zdaj pa gremo, ker imamo intervju z Anjo Brunec. Verjetno je malo tistih, ki ne bi poznali Anjo Brunec iz Beltinec, namreč je finalistka iz Supermodel Slovenije. Lepo pozdravljeni. Zdravo, Anja. Tvoj opis smo lahko prebrali na internetu. Kako bi se pa samo opisala? V bistvu nekako podobno kot je na internetu, torej sem Anja Brunec, stara sem 17 let in prihajam iz Beltinec, obiskujem pa gimnazijo v Murski Soboti, 3. letnik. Kako to, da si se odločila za Supermodel Slovenije? V bistvu najbolj zaradi končne nagrade, se pravi zaradi pogodbe, saj je to sanjsko za vsako punco oziroma manekenko, ki pač želi delati v tujini. Kako je bilo bivanje z dekleti? Super, ker so bila vsa prijazna in smo se takoj ujela, tako da ni bilo nobenih problemov. Kaj ti je v šovu najbolj spomin vtisnilo negativnega? Čakanja na določeno snemanje, ki so potem na televiziji bila kratkotrajna, ne tako dolgotrajna, kot smo mi v bistvu v resnici bili tam. V bistvu nisem pričakovala, da mi bodo spremenili barvo las, ker se v svetu mode najbolj zahteva pač pri manekenkah, da imajo nek naraven look, tako da me je malo presenetilo, da so mi pobarvali lase na blond. In kako je bilo, ko ste bile že punce v looku 60-ih? Super, meni je bilo super kot dama, pač iz 50 let sem se počutila fenomenalno, oziroma sem se pač probala čim bolj živeti v vlogo. Kaj ti je bilo težje, fotografirane ali hoja po pisti?
Mogoče hoja po pisti, ker je naša finalna modna revija bila v bistvu po stopnicah, tako da je to bilo še toliko bolj zahtevneje, ampak drugače pa imam raje fotografiranje. Kdo je po tvojem mnenju še bil poleg tebe v oddaji favoritka? Aida Auer iz Ljutomera, saj je taka posebna punca, točno tako, kot sem mislila, da jo pač iščejo, tako da sem bila 100% da bo ona zmagala. Kdo svetu mode pa je zate, vzornica? Večno inovativna Kate Moss. Kate Moss. Kako pa je sedaj v šoli, kako na te gledajo profesori, sošolci, sošolke? V bistvu enako kot prej. Samo toliko, da mogoče zdaj malo bolj razumejo, ko manjkam zaradi, ne vem, kakšne modne revije ali zaradi castinga v Ljubljani, drugače pa enako kot prej. To se navezuje naslednje vprašanje. Ali si zaradi tega, ker živiš v Prekmurju, prikrajšana za kaj, recimo, kot če bi bila v Ljubljani? Ja, seveda, mislim, da je dosti lažje, naprimer, iti na casting, kot si sporočijo en dan prej, da imaš ob 12, ne vem, pač sestanek za delo. Mislim, da je lažje, pač, če si v Ljubljani in greš, ne vem, z ene ulice v drugo, kot pa ko si v Prekmurju, pa dejansko moraš pogledati, kdaj peljejo vlaki ali pa si pač rihtati prevoz prek, ne vem, kakšnih spletnih strani ali prek prijateljev. Kakšni pa so tvoji načrti za naprej? V bistvu zdaj mi je glavna nekako šola in delo v Sloveniji, koliko se bo dalo, ampak vseeno pa si želim čim prej oditi v tujino in probati srečo tam, se pravi v Milanu ali v Londonu ali New Yorku, nekje pač. No, želimo ti vso srečo. Hvala. Ko si že vse knjige preštela? Saj me poznaš. In Aleksijo. Hej, ali veš, da te iščem? Hej, in da te budem sanjal, odkar pustila si v meni le sledi. Srce je zrušeno, a ljubezen ostala si. Vse bi dal, da te najdem, saj težko se v življenju znajdem. Podarjal sem laži, lagal sem ti v oči, želim v srcu si, da bi odpustila mi. Saj me poznaš, življenje je na laž. In kaj je greh, ki se skriva v množici, ki obsoja naj in smeha. Jaz v drugih iščem le tvoj obraz, v življenju te moj klic ostaja ne. Hej, ali veš, da te iščem? Hej, in da te budem sanjal, odkar pustila si v meni le sledi. Odšlo je upanje, da resnično moja si. Saj me poznaš, življenje je na laž. In kaj je greh, ki se skriva v množici, ki obsoja naj in smeha. Jaz v drugih iščem le tvoj obraz, v življenju te moj klic ostaja ne. Le tvoj obraz, v življenju te moj klic ostaja ne. Saj me poznaš, življenje je na laž. In kaj je greh, ki se skriva v množici, ki obsoja naj in smeha. Jaz v drugih iščem le tvoj obraz, v življenju te moj klic ostaja ne. V življenju te moj klic ostaja ne.
V torek, 12. oktobra 2010, smo imeli drugi športni dan za predmetno stopnjo, jesenski kros in medoddelčne tekme. Prihod v šolo je bil ob 8:30, vzeli smo malico in potem smo se odpravili na fazanerijo. Vodilo nas je načelo, ni važno zmagati, marveč sodelovati. Vsi tisti, ki pa so imeli boljše sposobnosti, pa so se pomerili med sabo in skušali zmagati. Premagati tistega, ki je morda lansko leto premagal njih. In rezultati? Med fanti 6 razredov je bil najhitrejši Marcel Cipot, med deklicami pa Iva Gabor. Pri 7 razredih je med fanti prvo mesto dosegel Luka Žerjav, pri deklicah pa Maja Židan. Najhitrejši fan v 8. razredu je bil Filip Dora, najhitrejša deklica pa Nuša Serec. V 9. razredu je prva v cilj med deklicami pritekla Zita Bednar, pri fantih pa Simon Kopinja. Športni dan na Pohorju. V sredo 29. septembra je potekal športni dan. Odpravili smo se na pohod na Arah. Odločili smo se, da učenci 6. in 7. razredov gredo drugačno pot kot 8. in 9. razredi. Zaradi zahtevnosti in zato, ker učenci 8. in 9. razredov bolj sposobni in so imeli zahtevnejšo pot. Letošnja prireditev Oko besede, na kateri podeljujejo literarno nagrado Večernica in ki poteka že 14. leto v soboški prestolnici, je ponovno pustila veliko sled. Tudi na naši šoli, med našimi učenci. Kako je že bilo? Letošnja dobitnica Večernice, nagrade Večera za najboljše slovensko otroško in mladinsko izvirno leposlovno delo, ki je šlo v lanskem letu, je Bina Štampež-Mavc za knjigo Cesar in Roža. Podelitev je potekala v četrtek, 22. septembra v Grajski dvorani in so se udeležili učenci 4. A in 4. B razreda. V petek, 23. septembra 2010, pa so v okviru dnevo Oko besede gostovali slovenski književniki in po soboških osnovnih in srednjih šolah. K nam na osnovno šolo 2 v Murski Soboti so prišli 3 književniki. Uroš Vošnjak je obiskal učence 2. A in 2. B razreda, Dim Zupan je popestril uro učencem iz 5. A in 5. B razreda, Slavko Pregel pa se je v šolski knjižnici pogovarjal z bralno-značkarji iz 7. in 8. razreda. Druženje s književniki je bilo nadvse prijetno in ni potrebno dodati, da so taka srečanja mladim največja spodbuda za branje. To so bile drobtinice osnovne šole 2 Murska Sobota. Vam pa želimo prijetne jesenske počitnice. Dio! Zakaj praznujemo dan reformacije? Zakaj? Ja, ne vem, zato, ker bi se spominjali teh gospodov, ki so pač, ne vem, ne. Kdaj se pa praznuje? 31. oktobra. Dan reformacije. Ja, dober dan, ja. Še kaj želite? Dan reformacije. 31. oktober. Zakaj se praznuje? Ja, dan reformacije. Kaj vam bo pove beseda reformacija? Kaj nam pove? Na Trubarja se spomnimo, pa še nekaj drugega. Sam je že dolgo, kar sem bila v šoli, tako da je bolj, da vprašaš kakšne najbolj mlade. Ali tukaj otroke imaš za sabo, vprašaj jih. Hvala. Mi lahko prosim poveste kaj o dnevu reformacije? Kaj je to dan reformacije? Državno prvenstvo Dan reformacije. Ja, dan. Ja. Nažalost, letos ne bo državne proslave v Ljubljani. Kdaj pa je, če veste? Vem, dan 31. oktobra. Jaz sem tele vere, evangeličanske vere. Škofija, naša, evangeličanska. Ja, Moravci, Škofija, Erniša je Škofija. Razlika med katoliško in evangeličansko vero? Ja, kaj, pravi, mi celibata nemamo, Marije tako ne častimo, kot katoliška vera. Spovedi tudi nemate, ne? Spoved mi imamo. Mi nemamo birme. Spoved mi imamo, ja. Mi imamo konfirmacijo, to je pri vas, pri katoličani je to opojilo, potem imate te birmo. Mi pa samo imamo konfirmacijo, se pri nas pravi.